Lepo pozdravljeni v naslednji epizodi Reality Checka. Moje ime je Anja, to mogoče veste, in z mano je gospod Timotej Strnad, magister psihologije. In oba sva tudi malo magistra iz poroke na prvi pogled. Se strinjaš? Mislim, po mojem ne bo nobene nagrade dobila za to, ampak ja. Ja, se. Lahko rečeva, da so poznavalce do nekaj mere. Poznavalca, preživela. Preživele, tako. Tako, ja, oba imamo nekaj izkušenj iz partnerstva, iz tega šova, kar se tiče. Jaz v praksi, ti pa mogoče v teoriji. Tako da danes lahko pa tako začneva. Veliko govorijo o disfunkcionalnih parih, danes bova o enem funkcionalnem. Pa mogoče mi za začetek povej, kar se parov tiče, to kako jih dajete skupaj, sem že malo slišala. Kaj pa tisti pari, ki rinejo na razen oziroma, ki so disfunkcionalni? Kako ste se v prejšnjih sezonah lotevali kaj popravila tega? Ko je šlo kaj narobe? Ja, to je v bistvu zelo odvisno od posameznika, ne, oziroma od para, kjer je kaj šlo narobe. Ne. Pri nekaterih parih so šle recimo narobe stvari čisto že na začetku, recimo, da si nista bila vizualno všeč. Ne? Pa sta mogoče imela psihološke lastnosti, ki so zelo podobne, ali pa sta bila zelo fleksibilna drug okoli drugega. Ampak enostavno, če ni neke vizualne privlačnosti, ljudje avtomatsko rečemo, ok, ne, pol pa me ne zanima. Sploh pod tako stresno situacijo, kot je snemanje reality šova. Ne? Pa se tudi v resničnem življenju tako, ni? Pa tudi v resničnem življenju mora biti neki vstopni prag za to, da začnemo vlagati v odnos. Potem druge situacije so bile povezane z nekimi globljimi, recimo vrednotami, ki si jih partnerja nista delila, pa sta mogoče imela kakšne druge lastnosti, ki so si bile podobne, ali pa nista podobno reagirala na stvari, ali pa en drugega ni podpiral, ali pa karkoli. In glede na okoliščino smo potem oblikovali neke osnovne ukrepe ali pa nasvete, ki bi lahko tukaj pomagali. Ne. Zdaj seveda pri snemanju resničnostnega šova nimaš možnosti dobesedno bližnje coachati ali pa izvajati nekih terapevtskih prijemov v takem paru, ampak glede na to, da smo vsi tukaj, pa da sklepamo, da smo vsi motivirani za to, da nekaj razvijemo iz tega, lahko tudi kak nasvet samo že pripomore k temu, da se bosta osebi bolje povezali ali pa se vsaj prilagodili tej okoliščini. Ampak zato, da lahko to, kar si zdaj opisal, ta mehanizem nekako izvajaš, je treba imeti en stik s pari, ki je v bistvu kar reden, kar dober vpogled treba imeti. Ja, zdaj fajn je, če imajo pari nekoga, ki je konstanten v njunem življenju, vsaj v tistem obdobju, ko se stvar izvaja, zato da se na to osebo navadijo, zato da je ta oseba kot nek zaupnik. Ne? Se pravi, da spremlja par, vidi, ko stvari pridejo do trenja in potem sporoči naprej osebam, ki bi lahko za to poskrbele. Da jih potem v bistvu skozi podaljšek mi spremljamo na nek način. Ne? Da je neka redna oseba iz produkcije, ki v bistvu v tem paru sodeluje oziroma ga zelo odblizu spremlja, pa lahko te informacije posreduje. Bi lahko tako rekli. Ja, težko je, se mi zdi, da nek par usmerjati, sploh pa več teh 8, a ne? Če jih vidiš samo enkrat na teden. Ja, mislim, sej tak je, ne, osnovni koncept bi naj bil tak, ne, kot jih vidiš enkrat na teden, ne veš nič, reagiraš na stvari, ki jih vidiš, ne, ampak glede na to, koliko smo ljudje kompleksni, glede na to, kako se ti odnosi lahko kompleksno razvijajo, je mnogo bolj produktivno, če obstaja ta možnost, ne, če obstaja možnost, da že imaš prej vmes kak stik, da lahko hitro interveniraš, če pride do neke res krizne situacije. Ne. Tako je. V naši sezoni se mi zdi, da je bilo ene par takih primerov, ko je prišlo do nekega res vrelišča, do neke krizne situacije, kot tudi sam govoriš. Se je zgodilo recimo pri nama z Denisom, da se je to zgodilo izven kamer. Tak primer. So bili pa tudi primeri, ko se je to zgodilo recimo v prisotnosti ekipe. Pa se mi zdi, da je bil zanimiv pojav, ker kljub temu, da so se neke stvari dogajale, recimo so bile pol tudi kasneje prikazane v oddaji, so bile gledalcu znane, je bilo videti, da strokovnjaki nimajo tega inputa. Meni se je na neki točki zdelo, da vejo strokovnjaki manj kot ve gledalec. Kar mi je bilo tudi zelo tako malo nenavadno. Težko je spremljati par, če pa imaš o njem premalo informacij, da bi lahko kakorkoli
korektno interveniral. Tak občutek sem jaz dobila. Ja, mislim, zdaj moram tu mogoče biti čist malo hudičev advokat, oziroma ne vem, kako bi temu rekel, ampak tu ob snemanju šova je za vse naporno, ne? Tako za strokovnjake, kot za ekipo, kot za pare. Seveda so pari centralni del, za katerega bi mogli vsi skrbeti, ne? Ampak lahko se zgodi pač zelo hud naval informacij, ne? In v osnovi lahko te informacije tudi zmedejo vse prisotne, ne? In potem pač reagirajo mogoče na neko stvar, na katero gledalci mogoče sploh niso bili pozorni, ali pa so gledalci pozorni na eno drugo stvar, na katero pa oni sploh ne reagirajo, ne? Pač lahko se zgodi, da pač pride do tega, no. Ja, to sta dva taka primera po moje, ki mene žulta že od takrat, ko sta se zgodila, in sicer to bi bil recimo moj kot manjši, ne, in zdaj nisem pa malo večji, tak se je zgodil med Viki oziroma Mirsado in Sandijem. In sicer glede na samo zasnovo eksperimenta, ne, ti dobiš človeka, s katerim se pa lahko v tvoji bližini dogaja karkoli, oziroma med vama dogaja karkoli. Stvari, ki jih seveda verjetno ne pričakuješ, ne, ker osebe ne poznaš. In zato je v takem primeru, ko pride do vrelišča, zelo težko odreagirati. In stvar, ki je mene prizadela recimo pri tem je, da je bilo zelo veliko prepuščeno nam. Zberete nam nekoga, date nas v neko situacijo, nekaj se zgodi, nihče ne da nobenega inputa na to, odreagiraš sam. In ko odreagiraš, ne odreagiraš prav, ne, sej težko bi odreagiral prav. In pa posledično, namesto da bi dobil kakšen nasvet, dobiš še kritiko na to. Recimo to je bilo pri Viki, ne, ki je imela kar težavno situacijo s Sandijem in se je na koncu odzvala proti koncu celo tako, da ga je malo opravičevala. In tle je bila deležna kritike, ja, zdaj v bistvu s tem, ko ga opravičuješ, ne, s tem, ker si do njega empatična, si v bistvu sama kriva, ker očitno dovoljuješ tako obnašanje, ne. Tako da to se mi zdi, da je nekaj, kar bi bilo treba presekati. Ampak ja, smo samoiniciativno se lotevali tako reševanja problemov, kot takih bolj negativnih, no, bolj kot ne reševanje situacij, da preživimo, kot tudi so se nekateri samostojno lotevali osvajanja svojega partnerja in bili pri tem uspešni. Tako da danes bova govorila o najbolj uspešni, edini uspešni zgodbi tega šova, in to sta Kiril in Suzana. One dva sta najmlajša, tako da zanimivo. No, da malo osveživa, bo kar nadaljevala, veliko govorim, ampak imam talent za to, prav, tako da kar poslušaj me, se kaj naučil. No ja, kar se njiju tiče, zgodba čist na grobo, da se spomnimo, Kiril Suzani na začetku ni bil najbolj všeč. To, kar sva prej rekla. Ne, mogoče malo vizualnost, mogoče ni bila vajena takega tipa moškega, on je tudi Rus po svojem izvoru, ne, se pravi, je bilo malo neke tudi kulturne razlike. Skratka, ja, prognoza ni bila najboljša. Ampak mladi snubec Kirila, ne, on je vedel, kaj dela. On se je pač za odnos odločil, bil je motiviran, že prej je rekel, da je zmanifestiral to celo Suzano in jo tudi dobil in se odločil, da ne bo obupal. Tako da v bistvu, kar mi je bilo pri njemu najbolj zanimivo in krasno in vsem všeč, je pač ta osebnostna zrelost, ki je pokazal, sicer ja, odločitev za odnos, ki je tako zelo pomembna, to sva že govorila, ampak hkrati se je tle odprlo tudi vprašanje kompatibilnosti, ne. Kdaj sta dva človeka res nekompatibilna, da lahko rečemo, ja, lej, on bi komot rekel, ne greva skup, bom obupal, pa ni. In kdaj je to samo izgovor? Ja, zdaj jaz sem ustvaril domislil en model, po katerem sem potem to delal, in sicer ta model je bil sestavljen, recimo, da rečemo, krovna je kompatibilnost, ne, in potem imamo 3 faktorje, ki se med sabo pač nekako dinamično dopolnjujejo. En faktor je podobnosti, ne. Podobnosti po psiholoških lastnostih, po socialno-ekonomskem statusu, po starosti, po interesih, po željah in tak naprej. Pač to so ogromno podfaktorjev, ja? Ampak rečemo podobnosti, ne? Potem drugi faktor je psihološka fleksibilnost, se pravi prožnost, se pravi na nek način, kje sem v tem trenutku, da se zavedam, kje sem v tem trenutku in kam hočem priti. In sposobnost, da lahko kljub svojim čustvom, kljub svojim nekim notranjim vzgibom sprejemam odločitve, ki me bojo pripeljale do tega cilja.
Zdaj, tu not, to lahko recimo zelo otežijo neka močna prepričanja glede neke osebe, ali pa tudi mogoče kakšne travme iz preteklosti, kakšne take stvari, ki nas naredijo rigidne, ki nas naredijo, ko sam čakamo, da bo prišel nek trigger za nek obrambni mehanizem in pol bomo pač udarili nazaj in to nas dela zelo rigidne. Potem pa imamo tudi motivacijo. Se pravi, s kako željo je prišla oseba not, si res želi odnosa ali si želi sam se pokazati ali karkoli takega. In potem se ti trije faktorji lahko med sabo dopolnjujejo. Se pravi, imamo lahko par, ki si nista zelo podobna, ampak sta pa recimo zelo fleksibilna pa zelo motivirana. Imamo lahko par, ki sta zelo fleksibilna pa zelo podobna, ampak nista toliko motivirana. Lahko imamo pač vse možne opcije in glede na to dinamiko se potem tudi odloča, kako bomo ta par sestavili in kako bomo delali z njim v prihodnje. Ampak katera od teh treh poti je pa v bistvu najbolj uspešna dolgoročno? Katera od teh treh dimenzij misliš? Tako, ja. Jaz bi tukaj rekel, da psihološka fleksibilnost kot, jaz bi rekel, da je to tudi, oziroma ne bi tega samo jaz rekel, to tudi tretja generacija cele behavioralne terapije to definira kot psihološko zdravje. Se pravi, ko smo dovolj psihološko fleksibilni, se lahko pravilno odzivamo na katerekoli okoliščine in to lahko delamo tudi v odnosih. Se pravi, se zavedamo, kaj želimo, kje smo zdaj v tem trenutku, lahko se malo postavimo izven situacije, pogledamo, kako stvari tečejo in vidimo, kaj je treba narediti, zato da bomo prišli do tega cilja. Ja, to je v bistvu stvar znotraj vsakega človeka. Ne. Recimo v primeru Kirila, on je tak že prišel. On je že prišel odločen, da bo nekomu mož, tudi si je predstavljal, kakšni ženi bi rad bil mož. In to je zelo pomembno. Ni si želel samo žene, ampak je želel biti mož. To je ta stvar, ki je bistvena. Pa tudi ne, ko govoriš o tej fleksibilnosti. Meni se ti dobra pot, če sta oba fleksibilna, da iz tega izhajamo, ker to pol verjetno tudi vzdržuje ne padeta tako hitro v rutino odnosa, zadeva je bolj dolgo zanimiva, ker kako pravijo, pari, ki varajo, v 95% varajo zaradi tega, ker si želijo spremembe, ne zato, ker bi šli na boljš, ne zato, ker bi bilo njihove življenje pol kakorkoli bolj prijetno, ponovadi ne, ampak želja po spremembi je tako močna. Tudi tu je ta fleksibilnost na nek način pomembna, zaradi tega, ker po enem obdobju s partnerjem imamo občutek, da vemo vse o tej osebi. In ta občutek je lahko zelo hitro, lahko ta odnos začne peljati dol po bregu. In v tistem trenutku imamo možnost tudi, da rečemo, ok, jaz si želim vseeno biti s to osebo, želim funkcionirati s to osebo in se lahko prilagodimo temu na način, da želimo odkrivati nove lastnosti tega partnerja. Mogoče si želimo se postaviti v nove situacije, v katerih vidimo, kako bo pa oseba tam reagirala, ali pa skupaj na nek način vzpostavljamo take okoliščine. Se pravi, v enem trenutku se zgodi, da odnos do neke mere postane stabilen in s tem mogoče malo dolgočasen, se pravi, ni več te strasti, te iskrice. In to iskrico je potem treba tudi na novo in sistematično spet zanetiti. In to lahko pač vsak partner lahko sam po sebi doprinese k temu. Ampak če je zelo rigiden, potem bo rekel, ti si dolgočasen, jaz grem iskati nekoga drugega. Ampak če pa je dovolj fleksibilen, pa pri sebi vidi, recimo, jaz sem mogoče izgubil interes zaradi tega, ker imam občutek, da vse vem o tebi. Ampak česa pa še ne vem. Kaj so pa take stvari, ki me lahko vedno znova navdušijo, očarajo, presenetijo. Mogoče navdušenje, očaranje ni toliko primerno za ta primer, ampak bolj presenetijo. Ja, me zanima, kako je bilo to upoštevano v iskanju parov, recimo znotraj naše sezone. Recimo, kakor sem že omenila zadnjič pri Jani, tako Jani kot tudi meni v nekih začetnih fazah je bilo pač rečeno, da so mi našli partnerja, ki je res zelo dober. S takim zanosom je bilo to povedano, da sem tudi jaz verjela, ko sem to slišala, in tudi tista oseba, ki mi je sporočila to novico, da so mi našli idealnega partnerja, je verjela v to. Se mi je absolutno zdelo. Ja, to je lahko zelo nevarno. Ja, s to miselnostjo sem jaz tudi šla v ta odnos z Denisom in sem kar nekaj cajta rabila, da bi pač našla to najino popolno kompatibilnost. In sem bila zelo izgubljena v tem. In pol na neki točki sem pač videla, oziroma sem mogla tudi sebi priznati, da pač očitno je ne bom našla in nisem bila prepričana, če je
krivda res toliko v meni, ampak se mi je zdelo, da mogoče sploh zadeva ni bila pravilno zasnovana, ker ravno to, kar omenjaš, med nama ni bilo nobene od teh treh dinamik pravzaprav, midva sva sem obstajala pa iskala en drugega, ker sva bila oba tudi precej, dajmo temu reči rigidna, on prihaja iz čist drugačnega okolja, tudi čist drugačne vire, konc koncev, z drugačne vzgoje, kakor jaz, tako da je bilo mi kar težko gledati že prvo epizodo najino, kjer so strokovnjaki povedali, v bistvu smo dali skupaj dva človeka, ki bosta merila moči, ki nimata praktično skupnega nič. Kako, če ste pa meni nekaj drugega povedala, ne? Je pa bilo zelo boleče gledati naslednjih 30 epizod, v katerih sem vedela, da sem jaz emocionalno do neke mere investirana in da v bistvu ni nič. Zdi se mi moralno sporno, tako bom rekla. Ja, tu sta dva faktorja, ne. En je, da te tri faktorje načeloma sestavimo z globokim psihodiagnostičnim testiranjem, ne, se pravi s profiliranjem ljudi, zato da dejansko vemo, s kom imamo opravka, kako bomo s tem delali. Druga stvar je, da v trenutku, ko rečemo, mi smo našli tebi perfektnega partnerja, pa mi smo našli tebi, damo malo odgovornosti tudi na drugo osebo, v smislu druga oseba začne razmišljati, kaj je z mano narobe, da ne vidim tega. Kako sem jaz svojo odgovornost v bistvu izneverila oziroma vaša pričakovanja izneverila ali pa izneveril s tem, da nisem perfekten v tem odnosu, za katerega ste mi vi kot avtoritete rekli, da je perfekten. Tako da jaz se temu vedno zelo izogibam takim, kako bi temu rekel, definirajočim ali pa absolutnim izjavam. V smislu, to pa zdaj bo. Ne? To je bila stvar, ki mene tudi prizadela, ker ko smo imela mi dva tisti vrhunc najinega slabega stanja, sicer se sploh ne spomnim, če je bilo oddaj, ne bom pa nikoli pozabila, mi je bilo na kavču rečeno strani strokovnjakov, da mogoče bi te imel pa danes raje rad, če bi bila manj kompleksna. In sem pa razmišljala, kaj ne bi pravzaprav to pomenila, ne? Zakaj bi jaz mogla biti manj kompleksna in kaj je z mano narobe in kje sem preterala, ker se mi zdi, da nisem preterala. Neke osnovne standarde se mi zdi, da je prav, da imamo, tako da tle se tudi mogoče odpira vprašanje, ki se tudi v resničnem življenju veliko odpira, in sicer a je smiselno vztrajati pri nekih standardih, ki jih imaš, ali jih je treba znižati, kako zdaj kaže partnerstvo, ker se mi zdi, da vse več predvsem žensk je mnenja, da njihovi niti osnovni standardi niso izpolnjeni in da se morajo temu prilagoditi, če želijo imeti partnerja. Ja, to je vprašanje za vsakega posameznika, načeloma. Ne? Kaj sem jaz pripravljen žrtvovati, kak del sebe sem pripravljen žrtvovati, zato da ta odnos funkcionira. Tudi tukaj imamo malo psihološke fleksibilnosti. Drugo vprašanje je v bistvu, ali res moram ta del sebe žrtvovati. Poleg tega, če govorimo o kompleksnosti, vsi ljudje smo izjemno kompleksna bitja. Ne? To, da jaz komentiram, da bi jaz rekel nekomu, ti pa bodi manj kompleksna, daj boj bolj enostavna, zato da boš njemu bolj všeč. Mislim, njega žalim s tem in na nek način oziroma žalim, podcenjujem. V smislu, ljudje gremo v odnose in funkcioniramo kot enako kompleksni ljudje. Medtem ko vprašanja, ki si jih postavljamo, so vprašanja za nas, kaj sem jaz pripravljen narediti za to, kaj sem jaz pripravljen žrtvovati za njega ali pa za njo. Ne? Mislim, to so pa vsa vprašanja in potem tudi posledice, s katerimi živimo. Ne? Se bom malo prilagodil, ali sem pripravljen živeti s to prilagoditvijo. Ne? Ja, pod nek minimalen standard se nima smisla prilagajati. Točno to in poleg vprašanja, kaj je ta minimalni standard za vsako osebo? Ja, zadovoljevanje osnovnih čustvenih potreb, recimo, povečevanje enostavnosti življenja skozi neko medsebojno ustrežljivost, recimo, pa neka osnovna komunikacija, ki te zadovoljuje. Ampak tega ni to samoumevno. Mislim, ni. Ne? In pri nekaterih, eni pari funkcionirajo brez tega. Ne? Tudi to je treba vedeti. Različni pari funkcionirajo na različnih osnovah. Ne? Obstajajo pari, ki so skupaj 40 let, da spet. Ne? Poznam nekaj takih, ki ne funkcionirajo. Ne funkcionirajo, lažejo sami sebi. Ja, na nek način, ampak če jaz lahko lažem sam sebi celo življenje, ne? Ali sem zadovoljen s tem, mogoče sem. Ne? Mogoče lahko funkcioniram na način, da si celo življenje lažem. Ne? Ja, pa so vsi drugi krivi.
Pa so Tega je vsi ful drugi veliko, krivi, pa tak naprej. Ne? In pa ja, pač ja. na ta način funkcioniram. Pa, okay. Pa mlade punce so krive, ki hodijo po letu v kratkih hlačah. Pa Mislim, moj ja. mož jih gleda. a ne, to- Seveda. Ne? In tukaj spet pridemo do te fleksibilnosti. Ne? V bistvu. No. Da se vrnemo na Kirila in Suzano, kar malih zanemarjava, ampak njema pardon. gre dobro, ne, se moja krivda. Njema gre dobro, zato ne rabta toliko časa v tem podcastu. Okay. Skratka, Kiril je tle izkazal zelo veliko mero te fleksibilnosti, ampak v mejah, ki se mi zdijo smiselne. Ni šel pod sebe, se ni se podcenil, ni se prodal pod ceno, ampak je pa vztrajal in je zelo lepo povedal. Jaz sem dolgo pihal na to veliko kocko ledu in sem rekel, bom vztrajal, zato sem tle, se nimam kaj izgubiti in res na koncu je stopila. Ne? In ona dva, ko sta bila na svojem dnu, kakršnokoli dno je že bilo, se pravi tam, ki je bilo potem, da gresta po isti poti, kot nekateri mi, je on njej podaril kaktus. Prinesel kaktus, je rekel, glej, nek govor v smislu, bodeš me in špikaš kot ta kaktus, vendar kljub temu ga bom zalival. In povej mi ti kaj o tem kot moški. Ja, lahko, mogoče ne kot moški, ampak kot psiholog lahko no. zelo lepo izrazim, da so metafore jezik čustev. Ne? Se pravi, zelo težko direktno naslovimo čustva, metaforično jih pa lahko. Ne? Glej, ti si kaktus, ki me pikaš. Ne? S tem izrazim svoj odnos do cele situacije, izrazim svojo željo, potem, da bi prišel blizu, izrazim ogromno enih zelo kompleksnih stvari z eno tako, recimo temu, enostavno gesto. Ne? No, ampak pa načeloma, če sprš še vedno velja, da kdor želi, se bo potrudil. Kdor želi, se bo potrudil. Ja. Lahko držimo ta standard, recimo ženske, tudi moški, ampak lahko. Kdor želi, bo tudi premagal dosti višje ovire. Ne? Ampak hkrati pa spet govorimo tukaj, če govorimo o psihološki fleksibilnosti, rečemo, ok, ene ovire so take, ki jih oseba lahko premaguje, ene ovire so pa take, kjer se bo vedno ustavila ali pa se ob njih spotaknila. Ne? In bo zadeva eksplodirala. In potem tukaj je vprašanje, kaj pa drugi partner pripravljen spet narediti. Ne? Vedno je valjda dinamika med dvema osebama. Ne? In potem pač najdemo nek skupni jezik in poskušamo najti skupni jezik, komunikacija, recimo en taki centralni del tega na koncu in na to smo se tudi najpogosteje fokusirali, zaradi tega, ker če se dva človeka lahko poslušata, pa če se lahko skušata razumeti, potem smo že zelo daleč prišli. Ne? Če nista vsak na svojem bregu, pa se obstreljujeta, ker pač ne, vsak napad povzroči sam še en dodaten napad. Ne? Ja, meni se zdi, da so se z tega primera zelo veliko stvari dejansko naučila. In sicer Kiril se mi zdi zgled tako moškim kot ženskam, oziroma tako tistim, ki se trudijo, kot tistim, ki ta trud sprejemajo. In sicer potruditi se je treba je vztrajati pri tem, da sebe vidiš kot nekoga, ki poskuša svojemu partnerju ustrešiti in je to v bistvu pravilna pot k osvajanju, ker tle smo imeli različne prijeme. Moški so vse sort počeli samo svojih partnerk, niso upoštevali pri tem, ko so jih osvajali. Recimo Peter je tak najbolj klasičen primer. Hkrati pa tudi Kiril kot standard nekoga, ki si ga ženska lahko želi, teoretično, ni perfekten, ampak toliko truda naj moški pač posveti in ga lahko spremeš, ker če se potrudi tako daleč, pol ima potencial, tudi če mogoče ni čist perfekten za pogled, tudi če mogoče ima čudno frizuro ali pa, je malo premejhen, to smo tudi rade slišali v tem šovu. Ja, ljubezen se zgodi v bistvu tam, kjer se naša pričakovanja največji nehajo. Ne? Se pravi, malo nas mora presenetiti, malo mora biti nekaj na drugi osebi, česar nismo pričakovali. Ne? Zdaj pa kje je to, pri katerem partnerju je pa spet vprašanje, ne? Ker obstajajo tudi situacije, kjer se en ful trudi, pa se non-stop trudi, pa druga oseba pač ni odprta za to. Enostavno in to nič ne pomeni. Ne? Teda je pomembno tudi, da imamo ali recimo to srečo, ali pa da znamo to videti, kaj dejansko druga oseba potrebuje, želi, ne? Kaj je tisto, kjer se ji lahko približamo, katero področje. Jaz sem konstantno presenečenje, pa sem še skozi samska. Ne vem, da ti verjamem. Ok. No.
Absolutno, ampak kar se samega šova tiče, meni se zdi, da je Kiril s vsem tem razmislekom, kot se rekla, že prišel. On je že bil opremljen s vsemi temi mehanizmi. Težko bi rekla, da so mu strokovnjaki kaj dali, da so se kaj veliko interferirali v njuno zvezo, razen seveda s pohvalami, ki je prav, da so bile na mestu. Ampak ja, on je že bil opremljen. Tako da, Sploh pa motiviran. Ne? absolutno, jaz sem prepričana, da njemu bi uspelo lahko tudi s kakšno drugo partnerko, če bi želel, in tudi izven eksperimenta. Ni bil eden od tistih, ki bi rabili pomoč, da bi lahko partnerstvo vzpostavili. Tako da to, da ni bil v veliki meri deležen, v bistvu sploh ni vplivalo na njun odnos. In zato je trden tudi še zdaj in pelje naprej in bo prišel kasneje naju tudi pogledati, oziroma mene, ti odhajaš. Tako da Kiril danes prihaja. Preden se pa posloviva od Kirila in Suzane, mogoče hitra primerjava z Matjažem in z Mili, a ne? Jo bom kar sama začela. Tle mislim, da imava to razliko med zaljubljenostjo pa med dobro podlago za odnos, a ne? Mili in Matjaž, ki sta se šteje, bazirala na tisti zaljubljenosti, se pravi Matjaževi notranji centralizaciji, o tem, kaj se dogaja znotraj njega, v bistvu zelo majhno relacijo do partnerke, tudi če je izgledala pozitivna, in na drugi strani Kiril, ki je v bistvu odnos začel ne pri sebi, ampak tako, da je poskušal ustreči svoji partnerki. Ja, se pravi, zaljubljenost na splošno je malo obsedenost s sabo, ne, mislim, dobro, ok, to sem zdaj mogoče malo radikalno rekel, ampak načeloma jaz narišem eno sliko partnerke in ta slika je za mene perfektna in jaz obožujem v bistvu to sliko, ne, ampak je moja slika, jaz njo ustvarjam, to je moja zgodba, ne, medtem ko pri ljubezni oziroma pri temu, da se trudim spoznati drugo osebo, da se ji trudim približati, to je v bistvu delo, ki mogoče ne bo obrodilo nobenih sadov, ki čustveno ni tako izpolnjujoče na začetku, ki je v bistvu dolga igra, ne? In že to, da se zavedam tega, da začnem z tem zavedanjem, jaz se bom potrudil za tebe, pa bom videl, kaj se bo zgodilo, mogoče bo kaj dobrega iz tega, mogoče ne bo, ampak jaz sem pripravljen biti ta oseba za tebe, ne? Kdorkoli že ti si, ne? Je to en čist drug pristop k odnosu, ne? Kako dolgo je pa smiselno tolerirati zavračanje v takem primeru? Spet ima vsak svoj prag. Ampak Spet ima vsak smiselno. svoj prag. Čez prst, daj nam Mislim, nasvet. smiselno čez prst je, da če nam druga oseba reče, nočem te v svojem življenju, odidi, ne, je to pač zelo direkten znak za to, da mislim, spoštujem. Ne, če res spoštujemo drugo osebo, kar po mojem spada zraven k temu, ne, potem pač rečemo, ja, sem se potrudil, sem dal svoj najboljši šot in ni delovalo. Upam, da Matic tole gleda. Ok. Hvala ti za današnji obisk. Zdaj te pošiljam domov, zato ker bi rada videla še malo Kirila. Hvala. Živijo, Kiril. Živijo, Anja. Dolgo te nisem videla. Mesec slab, Ja. nekje. Je tazga. Pa še to so bile same zdrahe. Tako, to je tudi res. Povej mi, kako je doma, kako je žena? Vse v redu, oba delava tako v službah kot na načrtih za prihodnost. Ni da ni, nekaj se odvija. Se premika takaj. A boste imeli malo otroke? No, počakaj, mislim, to bi bili res preveliki koraki. Zaenkrat bi se mogli vseliti skupaj in ja, zdaj gledamo stanovanje, ta teden sva začela. Mislim, prejšnji teden sva imela prvi ogled, prejšnji vikend, zdaj sva še začela, jaz sem dala glas po skupinah, so ga drugi ljudje prijazno rešerali, vse posod zdaj dobil ponudbe. Čeprav, če sem čisto iskren, ena je bila zaenkrat najbolj pri srcu, je stanovanje na voljo s 1.7. Okay. Ampak mogoče bi se splačalo počakati, če... Pa dobro, še malo tranzitnega obdobja, še malo, ne vem, še kakšen trial run, ki ga še nisi naredil z njo. Vsak slučaj, veš, pa ko se enkrat celiš, to je resna zadeva. Pa ja, jaz mislim, da 1.7. je res realno, izvedljivo, pa ja. Je pa res, da ona se mora zdaj seliti iz svojega stanovanja tam, kjer ona s Cimru, sicer gre s Cimru naprej, ampak gre zdaj iz centra v Dolgi most in pol že bo v bistvu nekaj razdalja. Ne bosta več peš dosegljiva. Tako je, ja, bo treba uporabljati avto. Oziroma sprehod smi iz centra do Dolgega mosta zvečer. Ti ne bo škoda, a? Mislim, ne bi škodo, je pa to dolgo, ker mi dva oba delava, oba trenirava in v bistvu čez teden se dobivava ponovadi tam okoli 9 zvečer.
če bi še k temu dodala 1 uro hoje, to je že 10, Suzi hodi spati zgodaj. Meni drugače ni panike, jaz sem buden do 1-2, ampak tako pa to bi že bilo malo težje, a ne, če bi se Tudi dobil na problemi. 10. Ja, tako je. Ne vem. Lej, zaenkrat sem vesela, da vidim, da imaš prstan na rok. Tudi jaz ga še nosim, za vseh slučajev. Okay. Povej mi, sta naletela na kakšne prepreke? Zdaj, po eksperimentu, v resničnem življenju. Je bila kakšna taka stvar, da si pa skoraj rekel, nisem več prepričan, tudi če sam za trenutek. Ne, ni bilo. Mislim, so bili prepreke, ampak ni bilo nobene, ki bi tudi za trenutek izgledala kot neka taka, ko bi rekel, pregrada, katere ne bi mogla preskočiti. Ja, to je veliko od človeka odvisno, koliko je pripravljen narediti za odnose. In v tem se mi zdi, da se ti tle kar vzor. Te radi pohvalno, vsi zaslužiš. Mislim, se oba delava. Ja, Oba, mislim, da oba so, to je precej trmast, oba imamo močne karakterje in neko usklajevanje tukaj mora biti. še lepši odgovor. Ja, si Suzi je ful fajn punca, tako da to je bil res en od tistih mečev, ki so se obnesli. Ampak jaz vedno pravim, oziroma sva prej s Timotejem govorila, z našim strokovnjakom, ja, da odnos je odločitev in ko je ta odločitev sprejeta in ko si ti usmerjen v drugega človeka, v svojega partnerja, željo, da pač z njim funkcioniraš, se da marsikaj preiti. To je eden od temeljev. Mislim, da oba sta za stvar, da se želite, da vidite v drugem ustreznega partnerja, torej, ne, da lahko vidite, kako živite skupaj, da delite svoje dnevne rutine, to je zagotovo eden od temeljev. Čeprav bi dva se mi zdi, da sta dosti pripravljena na tak odnos in na vse, kar prenese, na to, kar je treba dati in tudi na to, kar pač moraš sprejeti, v eksperiment že prišla. Kaj bi pa rekel, da mogoče, mislim, glede samega eksperimenta, jaz bi bila skoraj prepričana, da vama bi uspelo tudi izven eksperimenta. Ni čist tako. No, to. Midva sva se pogovarjala že s tekom eksperimenta, da drugače, če bi se ujela na spletne aplikacije za zmenkarjenje oziroma v zunji, se ne bi pogledala. Na aplikaciji tudi pogovor bi verjetno bil dosti hiter in nikamor to ne bi pripeljal. To, da smo mogli biti na istem perimetru nekaj časa, je zagotovo pomagal. Sej sva rabila teh, koliko je bilo to, 2-3 tedna, da sva se zavohala in dejansko, ja, brez tega po moje ne bi šlo. Jaz bi rekel, da tukaj, mislim, še eden od drugih temeljev, jaz trdim, da smo mi ljudje še vedno vrste živali. Kako živali določijo svojega partnerja, oni se morajo povohati, dobesedno pač. In jaz mislim tudi, da so bila na istem perimetru in da, vsak ima svoj von. Ja, Konec konca, mislim, lahko ga sploh se ni zavedaš kognitivno, ampak ga ima, ne, in to je zelo, 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 zelo pomembno, mislim. Tega nadaljavo ne moreš, tega ne mora noben reči, pač ja, ta dva sta za skup, mislim. Pa vidite, mislim, tudi če se tega ne zavedate dobesedno, da meni ni všeč tisto drug, ampak če sta v isti sobi, posebej, mislim, to sem imel poleti, ni bilo vroče, vsi smo, tudi izločili dodatno, ne, in ja, če se na tem nivoju, na zelo primitivno, na biološko se ujameta, pač ja, pa se da tudi graditi za naprej. Torej, to je tudi eden od temeljev. A veš, meni je tukaj bila ena taka zanimiva, mislim, že Švica, ne. In en dan so bila oba iz treningov, in jaz tako stopim v sobo in jaz tako, to je moj v glavnem, kaj hočem povedati, jaz sem zamešal von svojega Švice z njenim, torej pač je bil, jaz sem bil popolnoma prepričan, da je moj, torej toliko si bila blizu že na temu, da sploh nisem mogel ločiti svojega pa njenega. In jaz mislim, da je to glih tisto primitivno, na tem nivoju ujemanje, pač, ja, da sodiva v isti prostor, bom rekel. Poskušam se spomniti, kako je Denis dišel vsak dan, ko je prišel s fitnessa in se kar ne spomnim. No, a vidiš, mislim, to... Zato, ker sem slaba gospodinja, mogla bi mu več predsune. Ne, mislim, to lahko to čutiš, lahko ne čutiš, veš, lahko ti to draži, ne, mislim, pred nama, mislim, je bilo tako, da dejansko nisva niti ločila, pač tega, to so se bila v temu podobna, tako da. No, pa zdaj, kakor sem razumela, z vseh zelo zanimivih stvari, ki si jih povedal, največja dodana vrednost tega eksperimenta, tako gledano nominalno, v končnem efektu je bila to, da si bil nekako prisiljen oziroma bil zaprt v nekem življenju z osebo en daljši čas, v katerem si pač lahko vse to spoznal. Ali je bila mogoče kakšna druga taka dodana vrednost, da ti je prav ostala v spominu? Ne vem, kakšen nasvet strokovnjakov, ki ti je pa res obrnil situacijo, da je šla čisto drugače, kot bi šla
mogoče? Ne, iskreno, takrat, ko se začela ujemati, torej tam nekje drugi, tretji teden, jaz bi rekel, da jaz sem sam prosil, da se preveč ni vtikal v tole, pač, ker s tem bi lahko naredil več škode. Sva oba trmasta in ko hočeš enega prisiliti v to, da je drug njemu všeč, mislim, lahko se naredi backfire, lahko je obratna reakcija in v bistvu je bila ena ceremonija, ker, mislim, ne da so mi položili besedo v usta, ampak so me vprašali, Kirila, si ti zaljubljen? Sem rekel, ja, mislim, jaz tega nisem skrival, ampak to je bila taka, mislim, malo je bilo tukaj polaganje besede v usta in na koncu z tega se naredila velika stvar, smo še pol dodatno snemali pa vse, ampak jaz sem pač, večer sem bil precej jezen, pa sem rekel, dajte prosim, pač nisem imel tikati, ne narediti več škode, dobro nama gre, ampak s svojimi koraki, pač gre v to. Mislim, ne vem, jaz mislim, da pri tem eksperimentu je tako. Jaz bi rekel, da 40% uspeha je na samih posameznikih, 20% na strokovnjakih oziroma vseh ostalih organizatorjih vpletenih, 40% je pa na ključu. Torej 40% vključuje tisti von, pa to 40% tiskane posameznikih se začne že od audicije. Tega, kako se predstavljaš, mislim, koliko si iskren, koliko poveš tisto, kar želiš in pol naprej, ko že gradite to z enim drugim. Pač ta del je na nas, ampak še vedno 40% je pač na ključe. Ker se pa tiče dodane vrednosti, ne, iskreno, midva nisva rabila neki ful na svetu tukaj. Je pa res, da tukaj pomaga to, da eksperiment je še vedno nekoliko traumatične izkušnje. Posebej še dan po roki, mislim, tudi za naju tista poroka, to je bilo zelo, zelo živčno in pol skupaj pač živite, rešujete tele challenge, ki jih dajo, pa to. In tukaj v bistvu deliva s travmo, rešujeva skupaj te stvari in ja, to je dodana vrednost, da skupaj imamo neke queste pač za rešiti in da deliva še travmo, malo zjutraj neko snemanje, nobenemu se tega ne da, ampak del dober, bova to naredili in deliva to in skupaj to rihtava, ne. Veš, da to sem tudi jaz začutila. Recimo jaz pa Denis se nisva povezala, nisva mogla najti tiste skupne poti na noben način, ampak na koncu vseeno je med nami obstajala neka vez, ki se tudi zdaj včasih začuti, pa tako si jo ne zna niti midva razlagati. In to je travma bond. To je povezava čez travmo. Midva so šla čez isto travmo. Ko smo se videli v poroki na drugi pogled, sva se objela, pa sva bila stisnjena, pa je zato, ker sva bila travmirana, ne zato, ker bi se bila pokrada. Vrhunsko sta zaključila, mislim, ne glede na zaključek samega eksperimenta v drugem pogledu se je videl, da pač lepo sta zaključila to, kakor se da. Pa sva šla še jest, pa sva bila celo popoldne skupaj, ko nisva bila prej on call. Tako da, ja, ampak to je travma bond. Ja, to je ta aspekt, ja, ki se je tudi meni zdaj dva sta bila nek ekosistem, ki je bil v bistvu že samo s tem, samo okolje sta rabila in samo nek push oziroma nek pritisk, da sta skupaj, da ne morata tako iziti iz tega in sta bila že opremljena za to, da partnerstvo vzpostavljata. Se mi zdi, da jako, kar si sam rekel, vsa ta intervencija, kakršnakoli je bila v vajin odnos, je v bistvu kvečemu bi lahko prinesla škodo. Ne? Tudi za momenta, veš, da pokažeš neko čustveno zgodbo, ker je bila pač produkcija je lačna, ne? Bi lahko to tudi prineslo neko čustveno škodo vama. Nama je tukaj uspel, se pravi, škoda ni bila narejena, mislim to, ker ste jo zamejila. Mislim, ja, to pač je nekako mogoče pospešilo, ni bilo nobene škode, mislim, nobene pač. Še vedno večer je bil zoperen, jaz sem bil takrat še celo nesamen do produkcije, ker dejansko meni je to malo bilo tako, mislim, dejte, da grem s svojimi koraki. Ker se pa tiče, kaj lahko sploh strokovnjak doprinese v temu, mislim, jaz bi tukaj raj bil sploh skeptičen, sploh, da lahko karkoli se prenese, ker mislim, strokovnjak tukaj to je neke vrste družinske terapije. Ampak družinske terapije pomaga nekomu vzdrževati nekaj, kar je že bilo zgrajeno. Dva sta se povohala, bila nekaj časa skupaj, vse je laufal, pa slabš laufal, pa greš do družinskega terapeuta in on pomaga nekako tole sanirati, da ostanete skupaj. Ampak jaz ne verjamem, da lahko kdo sploh pomaga, dvem, ki se ne poznate, da greste bolj skupaj, mislim. V ljubezen ne, bolj v osebnostno rast. Se tle je tudi še en korak nazaj treba gledati. Ti tega ne veš, kaj si že ta korak naprej. Je treba sploh priti do točke, ko se dva človeka sploh lahko tako odpreta oziroma prideta na nivo, kjer si želita biti partnerja nekomu. In potem ti uspe lahko tudi do neke mehne mere, ne, v odnosu to z neko naključno osebo. To izhaja iz tebe, ne, tudi iz tega, kdo je pač ti naproti. Tako da bi se dalo marsikaj narediti, ampak s primernim inputom, ne. Ker jaz vedno pravim, napake lahko delam sama.
ne rabim iti delati na televizijo. Take napake, kot sem jaz naredila tle noter, jih delam že celo življenje, tle nisem več od tega odnesla. Ne? No, ti si pogledala pa osebe iz strani na zaslonu In veš kaj, super zgledam. Ja, no, to je tudi res, ampak še vedno pač to je odlična možnost za samo refleksijo, ker dejansko pač nekaj narediš in pol sediš pa gledaš že, mislim, iz strani pač pol prideš do nekih zaključkov zagotovo. Ja, tako kot poprečen ameriški incel, naredim podcast. No, ja. Torej, zdaj še samo refleksija na samo refleksijo, ampak sej iz tega tudi se da potegniti marsikaj. Tako. Ja, mogoče še ena stvar, ki bo zanimala tudi koga, ki je tako v kakšnem, dajmo temu reči, partnerskem odnosu, pa si mogoče ne prizna čist, da nista pravo osebo, oziroma mogoče ne, da nista pravo osebo, da ni z osebo, ki je v ta pravem mindsetu, da bi ta odnos lahko peljal. A si ti bil odvedno tak, kot si zdaj, ali je bilo kakšno obdobje, kakšen dogodek v tvojem življenju, ki ti je dejansko dal tako introspekcijo, da si lahko postal kvaliteten partner, ki gleda na partnerstvo, tako kot gledaš. Se pravi, skozi oči sprejemanja osebe, ki ji moraš ustrežiti, ki moraš življenje olajšati, ki moraš govoriti njen jezik ljubezni, se tega tudi naučiti, če želiš biti uspešen. A si rojen tak? Ne. To je zagotovo kilometrina, torej toliko, koliko imaš teh vez, koliko na temu delaš, ampak tudi, koliko enkrat, kaj nekaj ni uspel, pogledaš za nazaj, to pa ni štimal, pri naslednji se bomo tega izogibali že vnaprej. Torej, trial and error, poskus, napake in pol. Koliko to upoštevaš pri naslednjem. Mislim, lahko na iste grablje stopaš večkrat, mislim. Torej, pri meni tudi, vsakač, ko se je nekaj zaključilo, meni je bilo važno, da iz tega potegnem čim več, torej, rdečih zastav, katerih se moram izogibati zato, da ni uspeha v prihodnosti in mogoče kakšne zelene zastavce, katere moram obkljukati, preden rečem, dobro, tukaj bom še poskusil, ker jaz sem bil nazadnje. Mislim, sem imel nekaj vez iz teh najbolj resnih, to so 2 po 3 leta pač. Ja, to je veliko, ne? A veš, kako narediš tako, da spet ne gre 3 leta izključno v poskus, ampak da dejansko lahko vse nekaj zgradi. Ampak partnerstvo te ne preseneti. Za partnerstvo moraš biti pripravljen, odločen in si ga tudi želeti. Ni nekdo je prišel mimo, pa zdaj kar naenkrat prej sem bil jebi veter, ki je babe nabiral, zdaj ta je pa ta prava. Moraš biti pripravljen. Zagotovo moraš vedeti, zakaj to sploh rabiš. Mislim, a si za to nisi, zakaj, kaj hočeš od tega, in kaj lahko bi pričakovala drugi osebi, kaj lahko sam daš, kaj druga oseba potrebuje, a ne zato, da tebi vrni nekaj, kar bi doprinesel temu, če se sam. Mislim, to vse pač moraš konstantno spremljati, analizirati in zaključke izpisovati in jih naprej upoštevati. Ja, neč pa bi jaz tako zaključila in svetovala ženskam, ki nas gledajo. Dajte v svojem življenju iskati Kirila. No, ne, tega. Meni je to spravljal barvo. Ampak nekoga, ki pač je na partnerstvo pripravljen in to se da videti. Če dobivaš mešane signale, pol verjetno je odgovor ne. Treba je imeti standarde in treba jih je držati, ker edino tako si lahko uspešen. Ne mi oporekati, nočem, da mi oporekaš. Hvala, ker si bil gost. Ampak, to vse mislim, hočemo s svoje strani še vedno nekaj dodati, da kaj se meni zdi zelo, zelo koristno, da še vedno pač treba poskušati in treba poskušati čim več v živo. Ja. To je res, ker jaz tudi sem prišel na eksperiment z bizarno neuspešnim poskusom na aplikacijah za smetno zmenkarjenje, kjer sem doživel en velik kolaps pač in sem pa rekel, dober, moram to bolj v živo. Nisem osebe, ki se spoznaval v zunji pač, načeloma mislim, dober, kdaj je to uspevalo, ampak ni to moj način. In v glavnem, eksperiment, speed dating, kakorkoli, ampak dajte se usesti, pogledati v oči, povohati in videti, kaj bo iz tega, ker tam vse dopisovanje v nedogled, pa napihovanje, prodajanje, veš, mislim, tam na spletu vsi se prodajajo boljš, eni se prodajajo boljš, kot so s slikami, drugi nakladajo, mislim, enka pa ne laži pri napihnjenosti vsega, ampak ker to počneš v živo, se da tega izogniti. Ti si v 2 mesecih videla pač CCA, kaj je, kaj ni, lahko se dopisuješ pol leta pač in če oba izjavljate tisto, dejansko ne drži, mislim, na koncu še vedno izguba časa, ne. Tako da, treba se spoznavati, treba probati, ampak čim več v živo. Ja. Če se v današnjih časih ne počne se veliko, mislim, pa To tudi nas strokovnjak Timotej pravi, da je treba stvari narediti v živo in da pač določen čas terja tudi to, da spoznaš, da si naredil napako in tega časa ne smeš obžalovati. Jaz tebi želim, da ne bi nobene grablje več stopil, prav? In to je to.
in srečno z vrtnarjenjem naprej. Ja. Hvala lepa. Hvala. Tudi tebi.